Če kdo najprej pomisli, da je glavna naloga tajnika oziroma tajnice, da nosi kavo, naj že na začetku povemo, da je delo tajnika oziroma tajnice režije vse prej kot to. 3, 2, 1, štart. Tajnica režije pomeni v bistvu člen v verigi nastajanja oddaje. In tajnica režije je tista, ki je nekakšna mati oddaje, če lahko izberem izraz, ki so ga nekoč uporabljali naši, bom rekla, ki so že v pokoju, naši vodilni. Pomeni, da spremlja oddajo od samega nastanka do arhiviranja. Gre tudi za precej tega birokratskega dela, papirnatega. Tajnica režije naj bi v svojem bistvu nekako osebnostno naj bi bila izobražena, široka, govorim v smislu poznavanja filmskega jezika, televizijskega jezika, poznavanja kadrov, osvetlitve, tudi te osnove moramo imeti sigurno, da lahko vemo, kaj počnemo. Z dobrim tajnikom še nisem delal na tej televiziji, s tajnica sem pa velik. Lastnosti, prijazna, pripravljena, s posluhom za dogajanje, karkoli se dogaja v študiju, dober kontakt z asistentom, dober kontakt z režiserjem in dober kontakt seveda z kompletno ekipo. Mojca Sterle je 2 leti in pol tudi strokovni vodja skupine tajnic režije na televiziji Slovenija. Trenutno smo same tajnice režije, imeli smo pa tajnika režije, ki je žal z novim letom pač odšel. V skupini nas je 37. Tudi moje planiranje mojih kolegic je v smislu tem, kaj si kdo želi, kje se je tudi prej nekako umestil v nek kolektiv, kjer se dobro počuti in ne delamo teh velikih premikov. Nekatere, ki so pa bile res zelo specifične in so še mlajša generacija, mi je pa uspel prepričati, da so se tudi seznanili s kakšnimi drugimi žanri oddajno, kar se mi zdi pa izvrstno, glede na to, da bojo še nekaj časa tlačile zemljico na tej televiziji. V opisu del lahko preberemo, da mora imeti tajnik oziroma tajnica režije dobre psihofizične zmogljivosti, ko sodeluje s snemalno ekipo in režijo oddaje. Mora jasno in razločno govoriti. Pri delu je potrebna natančnost in znati mora poiskati rešitev, kadar pride do nepredvidenega zapleta. Po končani oddaji si tajnica režije z veseljem privošči tudi kavo.